V oblegani Gazi, ki se spreminja v ruševine, se humanitarna kriza poglablja. Posebej kritično je stanje v bolnišnicah, število smrtnih žrtev vztrajno narašča in je preseglo 2700, na tisoče je ranjenih. Izraelski vojaški vrh je prvič javno priznal napake pri obvladovanju situacije. Kaj je Izrael dosegel z vojaškimi napadi, kakšna bo kopenska ofenziva na Gazo, lahko mednarodna skupnost doseže, da bo Izrael pri napadih na Gazo spoštoval mednarodno pravo, kaj se dogaja v ozadju konflikta na političnem in diplomatskem parketu in kako pri tem sodeluje Slovenija z gostoma. Včeraj vsak pripadnik Hamasa je mrtev človek, je napovedal izraelski premijer Netanjahu, medtem ko se nadaljujeta obstreljevanje Gaze ter popolna blokada. Palestinska enklava bo brez elektrike, vode in hrane, dokler Hamas ne izpusti okoli 150 izraelskih talcev, so jasni v Tel Avivu. V oblegani Gazi se humanitarna kriza poglablja, število smrtnih žrtev na obeh straneh je medtem preseglo 2700, na tisoče je ranjenih. Je pa izraelski vojaški vrh prvič javno priznal napake pri obvladovanju situacije. Preden izvemo, kakšne vojaške cilje je Izrael dosegel v 6 dneh vojne, kakšna bo kopenska ofenziva na Gazo, z nami je nekdanji načelnik Slovenske vojske Dobran Božič, kaj pa se dogaja na političnem in diplomatskem področju glede reševanja konflikta, kaj na tem področju počne Slovenija, smo pripravljeni na morebitno migrantsko krizo, nam bo povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, dolgoletni diplomat Vojko Volk. Najprej pa v Izrael in Gazo. Elena Štrpin Zupančič. Po noči in po dnevi melje izraelski vojaški stroj. Po sobotnem krvavem napadu Hamasa, ki so ga poimenovali izraelski 11. september, se stopnjuje raketiranje Gaze, ta pa se spreminja v neskončne kupe ruševin. Prostorov v mrtvašnicah in bolnišnicah zmanjkuje. Ranjenci ležijo na hodnikih, na golih tleh, z vseh strani odmevajo pozivi na pomoč in kriki brezupa. Humanitarna kriza se poglablja z vsako minuto, primanjkuje vseh nujnih potrebščin, gorivo za generatorje v bolnišnicah bo pošlo v nekaj dneh, če ne že v urah. وجميع الحالات المشكوكة على التنفس الصناعي ستتوفى حتميا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. Toda Izrael ne popušča glede blokade Gaze. Nič elektrike, hrane, vode in goriva ne bodo dopustili, dokler Hamas ne izpusti izraelskih talcev. Pretreseni Izraelci se ne morejo sprijazniti z novo realnostjo. No es una guerra. Esto es una masacre. Poslavljajo se od preštevilnih ubitih civilistov in vojakov. Vdova Šira je neutolažljiva. תודה שבאת את הגיבור. תודה שאנחנו בריאים ושלמים. Da bo enkrat za vselej obračunal s Hamasom, je odločen politični in vojaški vrh. Uničiti nameravajo vso infrastrukturo skrajnežev, vključno s podzemnimi tuneli. Premijer Netanjahu je s političnim nasprotnikom oblikoval vlado narodne enotnosti in dobil vso podporo zahodnih držav na čelu z ZDA. Takole se je pomešal tudi med vojake, ki se intenzivno pripravljajo na kopensko ofenzivo, vpoklicanih je 360 000 rezervistov. אנחנו נבטיח את עתידה של מדינת ישראל, ויש לך פה את הטובים ביותר, גיבורים ממש. ואני מצדיע לכם, לכל אחד מכם. Je pa izraelski vrh danes prvič javno priznal napake. Na vzhodno soboto ni opravil svoje naloge, razmeram kljub impresivnemu varnostno-obveščevalnemu aparatu ni bil kos. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. Učili se bomo in preiskovali, toda zdaj je čas za vojno, je še dodal načelnik. Vojno, ki pa mora potekati po jasnih pravilih, medtem placo nabijajo Združeni narodi in drugi mednarodni akterji, ter pozivajo k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev. Civilians must be protected at all times. International humanitarian law must be respected and upheld. Kot klic vpijočega v puščavi se zdijo te besede ob neizmernem uničenju in trpljenju na obeh straneh.
Gospod Božič, kakšne vojaške cilje je dosegel Izrael v teh 6 dneh, ko se pripravlja na kopensko ofenzivo? Navili smo fiasko obveščevalnih služb in po tem fiasku je obrambnim silam le uspelo zagotoviti varnost vsem državljanom v Izraelu. Prav tako so vzpostavili varnostno območje na severu proti Libanonu in verjamem, da imajo sedaj v Izraelu pod kontrolo situacijo in pripravljajo vse sile za spopad v Gazi. Kaj pa bojevanje pod Gazo? Ne? Hamas naj bi imel pod Gazo sistem rovov, tudi skladišča. Kako bo videti to bojevanje? To bojevanje bo verjetno zelo težko in verjetno veliko žrtev na obeh straneh. Jaz sem enem takih rovov bil. To je mukotrpno izdelani rovi, ki so speljani 70 metrov v globino in dolgi tudi torej pod Gazo je tudi več 10 kilometrov teh rovov. Rovi so trjeni, minirani z strelivom, ki je torej pripravljeno za uporabo, torej skladišča streliva so v rovih in verjamem, da bo to zahtevalo kar nekaj davka na obeh straneh in bojo spopadi težki. Je pa kar nekaj 10 kilometrov teh rovov v Gazi in vsako bojevanje v naselju, sploh v tako pripravljenem naselju, kot je v Gazi, torej veliko hiš je že miniranih v samem momentu, torej hiše so že narejene z bombami, vgrajenimi bombami in bo verjetno bojevanje zelo zahtevno. Gospod Vok, kaj je ob tem konfliktu zdaj glavni fokus slovenske vlade? Iz vrst opozicije slišimo, da vlada bi se morala ukvarjati v glavnem s tem, da se pripravi na morebitno migrantsko krizo. Prvo osredotočenje slovenske vlade je za zaščito življenja ljudi na ogroženih območjih. Teroristom ni mar za človeška življenja in tam je ogromno trpljenja in še več ga bo. Zato je slovenska vlada sprejela sklep, da bo pomagala Organizaciji Združenih narodov za zaščito palestinskih beguncev. Prizadevali si bomo za varnostne območja, za varnostni koridor, če bo to možno, in mislim, da bi moralo biti možno. Do ljudi je treba spraviti medicinsko pomoč, vodo, energijo, bolnice morajo biti nedotakljive, tudi za izraelsko vojsko, Rdeči križ. Tam je polno humanitarnih delavcev, zdravniki brez meja, Karitas, Rdeči križ. Tam je en kup ljudi, ki se mučijo za to, da tam ljudje nekako preživijo in na te moramo dati fokus vsi, ne samo Slovenija, vsi v mednarodni skupnosti. Potem se lahko pogovarjamo še o čem drugem. Ampak v Gazi ne smo videli vlada kaos. Ne? Izrael pravi, dokler Hamas ne izpusti talcev za Gazo, ne bo elektrike, nafte, prizadevanje za humanitarni koridor z Egiptom so zaenkrat neuspešno. Tako je, zaradi tega se pa vrši pritisk, zato da se do te humanitarne pomoči pride. Še najmanj treba razpravljati o tem, je sploh treba dati humanitarno pomoč, ali ne, tle se mešajo razvojna pa humanitarna. Vsa človeška življenja so potrebna zaščite. In ponavljam, teroristom ni nič mar. Teroristi bojo že uporabljali te rove za svoje potrebe, za orožje, za vse, kar oni potrebujejo. Se bojim, da nedolžni ljudje bojo največja žrtev tega spopada zaradi začetka in tudi zaradi nadaljevanja te vojne. Zato je ključna naloga mednarodne skupnosti je posredovati takoj in po najboljših močeh pritisniti na Izrael, da se omogočijo rešilne poti za ljudi. Pa mislite, gospod Božič, da se bo to dalo? Ne? Ker na eni strani so tukaj pozivi tudi ameriškega predsednika Bidena, naj spoštuje to mednarodno pravo, ne? In zdaj imamo Izrael, ki pravi, samo če boste izpustili talce, ne, Hamasu, potem dobi Gaza vodo, elektriko in tako naprej. Ne? Tam smo videli uničujoče posnetke. Na drugi strani ne, Izrael odgovarja, ne, Hamas je šel na nedolžne civiliste, izvedel je masaker. Kje je zdaj tukaj to mednarodno pravo? Kakšna so ta pravila v vojni? Ja, to je zelo težko, torej zelo tanka linija. Vedno, torej vsake razvite države in Izrael je vojska, ki je razvita, pred vsako operacijo pripravi pravila delovanja, torej pravila bojevanja. Razdeli vsakemu vojaku, z njimi seznani in vojaki vejo natančno, kaj lahko počnejo ali kaj ne smejo početi. Glede tega, da je bil zaprta, torej da so naredili popolno izolacijo Gaze, je bilo to verjetno zato, ker so morali spostaviti varnostno območje znotraj Izraela, obračunati z vsemi teroristi, ki so prišli v Izrael in preprečiti, da bi kdorkoli storitve, ljudje, osebe in material prihajali v Izrael in so tudi zato naredili blokado. Kakorkoli sem bral, je bilo tudi verjetno, da je elektrika, so ugasnili elektriko zato, da so preprečili aktivnosti Hamasu, bojne aktivnosti Hamasu.
Verjamem, slišal sem tudi, oziroma, da se delijo letaki, kjer so izraelska vojska že omogoča civilom varni prehod v civilne objekte, katere ne bojo bombardirali oziroma napadali. To so šole, bolnice in ustanove Združenih narodov, in civili imajo možnost, da se danes že umaknejo v te objekte. V drugem primeru, torej, če se pa jasno postavijo na stran Hamasa in sodelujejo nekako s Hamasom, pa te civilisti postanejo tudi upravičene vojaške tarče, kar je zelo hudo, grdo, ampak takšna so pravila bojevanja. Mislite, gospod Volk, glede na podlagi tega, kar ste slišali, da torej mednarodna skupnost na nek način že učinkuje s tem pritiskom na Izrael, da spoštuje to mednarodno pravo? Prav gotovo, seveda že. In kakorkoli imamo lahko razumevanje za ta zgodovinski konflikt, za eno ali za drugo stran, je jasno, kako se svet deli, in tudi vsi imamo svoja čustva, nekako poskušamo razumeti, kaj se tam dogaja, ampak načelo zob za zob, pa retaliacija, pa maščevanja, to niso načela mednarodnega prava. In zato je treba nastopati z temeljnih načel Združenih narodov, ki so mirno reševanje sporov, takojšnja obnovitev kakršnih koli zdaj takih poskusov vzpostavljanja, če hočete, že mirovnih pogajanj, vzpostavljanja varnih con, upoštevanje vojaškega prava, vojnega prava, oziroma vse to je treba zahtevati takoj, tukaj in zdaj, zaradi tega, ker dejansko so te ljudje popolnoma nezaščiteni. Več kot je prebivalcev Slovenije je zgoščenih na tem območju. In tam je nemogoče vojaško delovati, ne da se hkrati prizadene tudi civile. Prej, ko bomo tam mi na terenu tudi prisotni, ne samo v političnih dvoranah, prej bomo lahko kaj dosegli za zaščito teh ljudi. No, se ravno o ljudeh govorimo, ne? Za masovnim uničenjem v Gazi in Izraelu se skrivajo osebne tragedije in tudi upanja. Poglejmo. There was 1,000 terrorists shooting at people who came to dance and to be happy and celebrate life. Alina je bila ena izmed tisočih obiskovalcev festivala v Reimu, kjer je bilo v napadu Hamasa ubitih vsaj 260 ljudi. And it was like a rain of bombs and shooting. And it didn't stop, and you couldn't see him in the sky. And I can still feel the smell of the flesh that was burned and the blood of my friends. Kljub temu, da je bila poškodovana, je napad preživela tako, da se je pod trupli prijateljev več kot 5 ur pretvarjala, da je mrtva, pri tem pa je bila osredotočena samo na eno stvar, njenega 12-letnega sina, da ne bi ta ostal brez staršev. I'm so happy that I have the chance to see him again and hug him and smell him, and nothing is obvious. Drugačna pa je zgodba 21-letnega Omerja, ki je še med napadom na festival staršem pošiljal svojo lokacijo. By the phone we could see that the point is like moving like right back, and then suddenly we saw the point moving toward to the border. I'm shouting, Omer, Omer, no, it's not the way, it's not the way. And then we didn't Hear from him, nothing. Svojega sina so nazadnje videli na videoposnetku na YouTubeu, ko je s prijateljem ležal v zadnjem delu tovornjaka. Every day I don't want to open my eyes because I don't know what a day will be today, because my son, I cannot help him. and we don't care what they will do, what they will speak, what is the negotiate, non-negotiate. We don't care about that. We just want our son come back home. Gospod Volk, mislite, da bodo izraelske družine še kdaj videli svoje najbližje, tiste, ki jih je ugrabil Hamas? Upam, da da. Se je že dogajalo prej in upam, da do tega pride, in upam, da se že vzpostavljeni kanali, da se kriza teh talcev razreši. Ne bi bilo prvič, da se je tudi uspešno kdaj razrešilo. Predvsem pa kot človek strahotno upam, da se bo to tako zgodilo. Tako kot vsi, ne, gospod Božič, ampak kdaj se bo po vaše zdaj začela ta kopenska ofenziva? Kako bo potekalo to bojevanje na ulicah Gaze? Ne? Vemo že, da je to zelo pogosto naseljeno ozemlje, zdaj vemo tudi o rovih, ki so pod Gazo. Bo izraelska vojska vstopila samo s pehoto, bodo tukaj tudi tanki, droni, kakšna je zdaj ta nova doktrina? Torej, lahko pričakujemo, da bo v kratkem, da bo izraelska vojska vstopila. Jaz mislim, da so dali tudi dovolj časa Hamasu,
torej verjetno z dvema pogojama, da se preda in izpusti takoj talce in da potem zaključijo operacije. Mislim, da je politični cilj in vojaški cilj, torej politični cilj je jasen, razorožitev in uničenje infrastrukture Hamasa in vojaški cilj bo temu sledil. Šli bodo z vsemi silami in sredstvi, vsekakor z oklepnimi enotami. Oklepne enote so ene izmed prvenstvena uporaba Izraelcev v bojovanju na naselju. Prisegajo na najboljše učinke, ko grejo v naselje s tanki oziroma največjo zaščito in največjo grožnjo za drugo stran. Bojim se pa res, da bo Hamas, ki je že v preteklosti uporabil civile, torej nedolžne civile, uporabil za svoj ščit in jih uporabil na vojaških objektih, torej v civilnih objektih, kateri so branjeni strani Hamasa in zraven bodo tudi civili. Jaz se bojim, da lahko pride do večjih žrtev. Upamo pa si, da temu ne bo tako in da bo tudi Hamas in da ga bo mednarodna skupnost, predvsem arabska skupnost, prepričala, da to ni prava pot, da naj izpusti in da naj se začne z razoroževanjem in z graditvijo mira v Palestini. Gospod Volk, če bo prišlo do odprtja teh koridorov, begunci bodo seveda šli tudi proti Evropi. Je slovenska vlada zdaj pripravljena na ta morebitni pritisk? Danes je bil na meji s Hrvaško direktor policije. Lahko rečem, da je vlada že marca letos obravnavala širši kontekst migracij, ki so, kot veste, letos smo imeli kar veliko povečanje v Sloveniji, znova je bila oživljena balkanska pot, Italija se je znašla v strahotnih težavah zaradi oživitve sredozemske migrantske poti, tako da lahko rečem, da smo na to pripravljeni. Koliko bo pojačan že obstoječi val, ta hip težko rečem, ampak odgovor na vaše vprašanje je da. Bi pa dodal to, da svet je od danes v tako slabi koži in svet je tako v kritičnem stanju, da se ne zavedamo, da gre na koncu tudi za posledice tistega, kar se že dolgo časa dogaja v Ukrajini. Ena država si je zaželela ozemlje druge države in dokazuje, da to lahko počne kljub sankcijam Zahoda nekaznovano in se vsem smeje. Potem se ne smemo čuditi, če se bo česa takega zaželel še kdo drug. Si bo zaželela Kitajska, Tajvana, si bo zaželela kakšna druga velika država svojih zgodovinskih ozemelj in tako naprej. In to je vse kolaps in degeneracija mednarodnega prava in temeljnih načelov mednarodnih odnosih. To spremljamo danes na tem svetu. In zdaj enkrat čas, ko je treba vrniti vlogo in varnostnemu svetu, tam, kjer je Slovenija zdaj postaja članica, in tem združenim, izmučenim združenim narodom, ker veste zakaj, gospod Slak, ker drugega nimamo. Najlepša hvala, da ste bili naša gosta. Hvala. Joc Pečečnik